Ivan, mogoče za ljudi, ki še niso prepričani ali pa nimajo dovolj informacij o tem, zakaj je tako pomembno, da obdržimo gotovino? Gotovino je pomembno, da obdržimo iz preprostega razloga, se pravi, da zagotovimo svojo svobodo in pa zasebnost. Ne? Ker če enkrat pride do tega popolnega digitalnega sveta, digitalnega denarja, digitalizacije na splošno, da se uvede, potem je vsa stvar v rokah nekoga, kateri upravlja za to digitalno aparaturo ali pa digitalnim svetom. Ne? In v tistem času, tisti trenutek, ko pride v digitalizacijo, vejo za vsak naš gibanje, nakupe, navade, vse, kar bomo počeli, nekdo bo to vedel. Hkrati mogoče pa najbolj zaskrbljujoča zadeva je pa to, ne, da lahko iz tega pride nadzorstvena in pa kontrolirana zadeva. Ne. In pa seveda omejevanje. Ne. Če pogledamo en primer omejitve tega finančnega stvari je 2 leti nazaj oziroma v tem COVID času, ne, Kanada, protest, konvoj svobode, se pravi blokada bančnih računov tovornjakarjem in vsem, kateri so sam pomagali ljudem. Tako da do tega je že prišlo, ne? Že sedaj, pa še imamo gotovino in tukaj in v Kanadi, ne? Ampak če pa pride do popolnega, je pa lahko za nas zaskrbljena zadeva, ker potem mislim, da nadzor, kontrola, bankovec, denar, to ne bo bankovec, ampak kovanci so nam pa le neka svoboda, da lahko s tem razpolagamo, brez da bi kdorkoli nas omejeval, rekel temu. Pa zasebno, ne? Zasebnost, s tem se izgubi. Ne? Se pravi, obstaja velika nevarnost, da če nekdo ne bo priden, ne? Če ne bo delal vsega, kar mu oblast reče, lahko nekdo z enim klikom onemogoči dostop do sredstev na računu, na primer. Točno tako je. Se vemo, da vsa zadeva gre v neko podobno sfero, kot je recimo kitajski socialno kreditiranje, ne? Samo da tukaj pri nas pač gremo v neko, se pravi, ogljični vtis, ne bi rekel temu, kar bo vse skupaj podobna zadeva, ne? To ni nobena teorija zarote, ker recimo na Nizozemskem že 2 banki, oziroma Mastercard v 2 bankah delajo te, se pravi, v ekspertni zadevi, da se bo lahko samodejno, ko bomo mi kvoto teh ogljičnih presegli, se bo zablokirala naša bančna kartica. Ne? To je recimo lahko dober dokumentarni film State of Control, katerega bi se morali tudi pogledati. Tam je zelo dobro napisano, oziroma povedo različni strokovnjaki, kaj so nevarnosti tega digitalnega sveta oziroma digitalnega denarja. 30. oktobra se zaključi zbiranje podpisov. Kakšen je potem postopek? To še ni konec, ne? Ne. Zdaj dejansko je do 30. oktobra poteka zbiranje podpisov. Zdaj smo nekako 24 dni pred koncem, tako da jaz verjamem, da bomo presegli to potrebno vsoto 30 000 podpisov in da bomo potem vložili v državni zbor predlog, kateri je že sedaj nekako definiran s tem dodatnim členom, kateri se bi vpisal, da je gotovina kot zakonito plačilno sredstvo. Ne? Seveda potem državni zbor oziroma ta procedura nastane tako, da v prvi fazi se ustanovi ustavna komisija, katera prouči pač predlog, ga lahko dopolni, spremeni, ne v celoti, ampak uskladi z našo ustavo. Seveda ga lahko tudi že v samem štartu zavrže oziroma ga ne da v nadaljnjo proceduro. Če pa gre naprej, se pravi kot sprejet predlog, pa gre v državni zbor, ker v tem predlogu poteka neka razprava in pol na koncu spet o tem odločajo naši poslanci z 2/3 podporo. Si optimističen, meniš, da bo 30 000 ali še več podpisov dovoljšen pritisk na naše poslance, na ustavno komisijo? Jaz si želim, oziroma jaz vem, da bo več kot 30 000 podpisov. Ne? Seveda si bi pa želel, da bi bilo
čim več, ne, ker s tem bi dali pač nek jasno sporočilo, ne, da za to, s to, bo rekel temu, zahtevo, če rečem tako, ne, stoji veliko ljudi, ne, in da smo mi ljudje, da se gotovina vpiše, da se ne odpravi, da jo ohranimo kot izbiro, bom rekel. Mi nismo proti digitalizaciji, ker je tudi koristna, ampak da ostane gotovina kot izbira, tudi ob karticah, tudi ob nadaljevanju morebitni digitalni evro, ampak da ostane gotovina in da jo lahko pač tisti ljudje, ki jo bomo želeli uporabljati, uporabljamo kjerkoli pač bomo uporabljali. Ne? Da pač imamo svobodno izbiro. Točno to, izbira. To je pomembno, da imamo izbiro kjerkoli. V denarnem sistemu, pri denarju ali pa kjerkoli. Hvala. Prosim. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Screaming.